Pozdravljeni, spoštovani bralci, dragi knjigoljubi. Čeprav je korona ustavila življenje, ni ustavila časa. Tako je leto naokoli in danes kultura spet praznuje, z njo pa tudi mi. Tako kot vsako leto slovenski kulturni praznik v naši knjižnici podkrepimo z začetkom bralne značke Beremo od praznika do praznika. Tokrat se stikata zaključek in začetek. Medtem, ko končujemo s 14. bralno značko, začenjamo z branjem 15. bralne značke za odrasle. Zelo nas veseli, da ste kljub mnogim preprekam uspeli najti pot do knjige, kar potrjuje tudi statistika. Bralo vas je kar 157 članov Šmarske knjižnice in njenih enot: Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje ter Lesično. Izbor pravkar končane bralne značke je temeljil na ameriških pisateljih. Zato vas sedaj vabim, da se skupaj s skupino Chavez preselimo čez lužo in ujamemo nekaj ameriških ritmov. Veseli nas, da smo nocoj z vami. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, oh, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the sacred night, and I think to myself, oh, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
much more than I'll ever know. And I think to myself, oh, what a wonderful world. Oh, I think to myself, what a wonderful world. Lep večer in bodite Prešerne volje. Tele fotografije pa vas bodo spomnile na življenje brez Zooma in YouTube kanala. Srčno upamo, da bomo zaključek 15. bralne značke lahko imeli tukaj v tej dvorani, ki sedaj sameva. Za ta čas pa smo vam v naši knjižnici pripravili nov seznam knjig. Spoprijeli se bomo z epidemijami in virusi, nasmejali pa ob novi butalski čitanki. Ker pa je danes Prešernov dan, ne moremo mimo Prešernovega nagrajenca Ferija Lainška. Na naše povabilo nam je takole nadaljavo poslal nekaj svojih misli. Dragi moji bralci, prav lepo vas pozdravljam iz Prekmurske ravnice. Vesel sem, da danes na nek način vendarle lahko praznujemo skupaj. Zmeraj znova ponavljamo in mislim, da je treba ponavljati. Slovenci smo majhen in mlad narod z veliko in dolgo kulturno tradicijo. Ob svojem osamosvajanju pred 30 leti smo ravno jezik in kulturo uporabili kot argument in vse to vgradili v temelje svoje državnosti. Vem, da so zdaj posebne razmere in se lahko veselimo vsak po svoje. Mogoče smo ravno v tem času spoznali, kako pomembno je pravzaprav vse tisto, kar lahko ustvari le človeški duh, torej glasba, filmi in ne nazadnje knjige, ki nas še najbolj družijo. Lepo praznujte in se vidimo v prvi priliki, ko bo to mogoče. V prihodnjih tednih pa bomo s Ferijem Lainškom v naši knjižnici pripravili krajši pogovor, o čemer vas bomo pravočasno obvestili. Drage bralke in bralci, hvala, ker že tako dolgo berete za bralno značko. Za konec pa prisluhnimo Lainškovi pesmi Ne bodi kot drugi v izvedbi Kaje Bičkej. Mi pa se še naprej veselimo naših srečanj v knjižnici. Pa srečno! Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, ki škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem s bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti.
usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, postaje in vlaki. Naproti, saj sreča ni nekaj. Kar pride naproti.